naš trekking po Pirenejih. Pa začnimo kar na začetku. Torej, za Pireneje ste verjetno že slišali, gre za gorsko verigo, ki v bistvu nekako tvori naravno pregrado med Španijo in Francijo. Znotraj se skriva miniaturna država Andora, ampak ja, okoli slabih 500 kilometrov dolga gorska veriga med Biskajskim zalivom in pa Sredozemskim morjem, ki od blizu izgleda nekako takole. In na zemljevidu se pojavlja en tale pin. Ta pin označuje Lourdes. Lourdes je mesto, v katerega mi letimo oziroma ki predstavlja naše izhodišče za naš trekking. Območje našega trekkinga je pa obkroženo oziroma označeno z rdečim kvadratom, torej del, ki ga mi prehodimo, je seveda zgolj samo en manjši delček Pirenejev, ampak je po našem mnenju in po naših izkušnjah med bolj slikovitimi in ravno zato se mi odpravimo na trekking po tem delu. Tale zemljevid mogoče ne pove kaj dosti, no, ampak takole izgleda posnetek oziroma trek našega 6-dnevnega trekkinga. Več o vsakem dnevu malo kasneje. Bi pa na začetku oziroma na tej točki povedal še nekaj besed o poti, po kateri hodimo. Torej, mi v bistvu v našem trekkingu hodimo po 3 različnih poteh. Prva je GR10, GR pomeni Grande Route, iz francoščine se pravi neka velika tura in vidite jo, to je ta zgornja, ko gre po francoski strani Pirenejev, dolga je 866 kilometrov, skoraj 50.000 višinskih metrov naredi in če bi hodili prehoditi celo, bi rabili nekje 52 dni zmerne hoje. Da se tudi v manj ali pa več prehoditi. Potem ta druga je GR11, gre v bistvu za špansko različico poti po Pirenejih. Vidite, da sta v bistvu zelo praktično vzporedni, no, v bistvu je vmes samo meja in tudi mi na našem potovanju dvakrat za kratek čas prečkamo mejo v Španijo in takrat hodimo delno po GR11. Potem pa na tem zemljevidu ni označene, ampak v bistvu med obema tema dvema se pa nahaja pot HRP, ki pa označuje visoko pot Pirenejev in tudi do te se dotaknemo, no, ampak ta pa v bistvu visoka pot, če bi pa to hotel recimo celo delati, gre pa za alpinistično malce bolj zahteven podvig, no, tako da GR10 in 11 v bistvu trekking poti, HRP je pa že alpinistično, no, ampak na tem odseku, kjer smo mi na HRP-ju, v bistvu ni potrebno imeti nobenega alpinističnega znanja. Prvi dan našega potovanje v Francijo, ponavadi iz enega izmed bližnjih letališč odletimo do Lourdesa, čisto odvisno, kako so te leti, ampak letalske karte imamo mi vedno v ceni programa, ne samo pri tem programu, ampak pri vseh naših programih je pač končna cena, dejanska končna cena za vas. Potujemo v majhnih skupinah, po novem brez doplačila za majhne skupine, recimo čisto specifično tale naš trekking v Pireneji je v skupini 7 članov in pa vodnik, tako da res luštkana skupina, da ne hodimo zdaj v neki koloni 30 ljudi. Brez doplačil, ko potujete sami, vedno vključen prevoz na letališče in pa seveda vstopnine, če so v programu, tudi v ceni. Pa najboljše, da začnemo kar s trekkingom. Prvi dan trekkinga, obvezna skupinska slikca. Mi se iz Lourdesa odpeljemo uro pa pol s kombijem do našega izhodišča in nekje v bližini Gabasa začnemo hoditi. Tole je pogled, ta prva fotografija je bila tule nekje od spod posneta, ampak ja, začnemo na okoli 1200 metrov nadmorske višine in v bistvu hodimo po pirenejski pokrajini, ker je veliko povsod ne bom imel za dodatke, mislim, da kar slike same govorijo, no, ampak prvi dan imamo na vzporedu prelaz do Midi, v bistvu prelaz pod pikom do Midi, naš prelaz je okoli 2300 metrov nadmorske višine in pa čaka nas nočitev v Refugio de Pombej. Pombej je tale kočica, zraven jezero in pa tale slikovita kulisa na drugi strani doline. Tako da to je bila, to je naša koča,
Mogoče par besed o hrani, kako poskrbimo za hrano v Pirenejih. Torej, glede na to, da v bistvu nosimo s sabo vse stvari, ki jih potrebujemo na tem 6-dnevnem trekingu, mi predlagamo, da se proba spakirati na hrbtnik nekje med 8 oziroma 10 kilami, ko imate noter še vodo. Po naših izkušnjah je to več kot dovolj za preživeti ta čas na poti. Predlagamo, da s sabo vzamete tudi kakšne prigrizke, no, ampak glavne obroke pa v bistvu pojemo na kočah, se pravi, to izgleda tako, da imamo mi na koči zajtrk in večerjo, za čez dan se pa lahko na vsaki koči za naslednji dan naroči tak lunch paket, no, in v bistvu dejanski strošek vse hrane na poti, vse večerje okoli 200 evrov, dobrih 200 evrov. In ja, na kočah se je precej dobro, moram priznati, no, oziroma na francoskih kočah se je odlično, na španskih malo manj, no, ampak še zmeraj, če niste preveč zbirčni, se za večerjo dobro najete, je pa večerja vedno sestavljena iz juhe, iz neke glavne jedi, se pravi, tu je bil beef bourguignon z rižem in pa sladice, pa v Franciji dajo zraven še tradicionalno košček sira. Ampak ja, naš prvi dan, vidite, na okoli 1100 metrov smo začeli, se povzpeli čez prelaz Pic du Midi in spustili do koče Koče Pombej, okoli 15 kilometrov, 4 ure pa pol na poti. Ja, takole. Tele številke bi mogoče samo povedal, da niso povsod čist natančne glede nadmorske višine, ker moja ura kaže malo preveč, no, ampak imam na koncu razpredelnico s točnimi podatki, ampak samo za informacijo. Torej, naš drugi dan od Koče do Pombeja se spustimo v prvo dolino. Če obiščete Pireneje v julijskem terminu, se vam zgodi pogosto, da takole na poti srečate grmovja malin, ki se jih seveda da nabrati in najesti. V avgustovskem terminu se pa v bistvu maline zamenjajo borovnice, no, tako da eno ali drugo. Tole je pa označba, ki označuje nacionalni park Pireneje. Torej, velik del Pirenejev je v bistvu zaščiten kot nacionalni park in po celotni tej meji, kjer pač teče, so tele oznake. In ja, mi smo že osvojili naš prvi prelaz in se v bistvu spustili dol do tegale jezera in povzpeli do Koče Armolit. Jaz, ko sem bil v Pirenejih leta 2022, smo v bistvu spali na tej koči, lani so jo pa začeli prenavljati, je bila precej stara in precej mala koča, no, tako da so jo začeli prenavljati in v bistvu zaradi tega moramo mi nekako 2 etapi spraviti v en dan in ta naš drugi dan je v bistvu fizično kar naporen dan, no, prehodimo okoli 23 kilometrov, ampak ja, tokrat smo mi pri koči, pri Armolitu naredili samo malco in pa se povzpeli na prelaz Armolit na 2448 metrov in tole je fotografija iz prelaza že na špansko stran, torej na vrhu prelaza teče meja in mi se potem spustimo v Španijo oziroma proti naši koči de Respomuso, kjer prespimo. Res, mene v bistvu v Pirenejih vedno najbolj fascinirajo ta jezera, ker je res v bistvu jezero na vsakem vogalu s kristalno čisto vodo in res ustvari eno tako lepo kuliso, no. Tule pa vidite umeten jez in pa jezero, zraven katerega je v bistvu naša koča, Refugio de Respomuso, gre za kar veliko kočo in tole smo mi pri večerji na španski strani, malo smo se stisnili za mizo in ja, na španski strani tudi v bistvu, če niste preveč zbirčni, odlična večerja, kar je važno je, da nismo lačni, zato ker v bistvu mi vsak dan prehodimo pokurimo kar nekaj kalorij, no, in glede na to, da je 6-dnevni treking, je pomembno, da se te kalorije nadomeščajo in da se ne ustvarja deficit. Tole pa še večerni pogled na užarjene vršace in pa statistika dneva. Tule sem sestavil skupaj, no, ker v bistvu smo naredili 2 dneva v enem, ampak ja, okoli 23 kilometrov ta dan, mi smo bili na poti dobrih 10 ur, no, je kar dolga, ampak je potem naslednji dan malo lažje. Tretji dan
smo štartali malo bolj zgodaj zjutraj, ko so bile popoldne napovedane ene plohe, no, tako da smo se želeli temu izogniti, tule se je še v bistvu delal dan. Mogoče še to sem pozabil povedati, v bistvu praktično celih 6 dni oziroma 5 dni, ko smo na trekkingu, dejansko ni mobilnega signala, tako da se lahko v celoti odklopite od sveta. Pridemo enkrat vmes oziroma dvakrat vmes pridemo na prelaz oziroma v dolino, kjer je signal, tako da se da poslati kakšna slikca ali pa SMS domov, drugače pa vse informacije o vremenu in podobno mi dobivamo na kočah, no, tako da je res en tak pristen odklop v naravi. Tretji dan, prelaz dneva, tole je slikano iz našega prelaza dneva, Col de Facio, 2664 metrov nadmorske višine in pa spet meja med Španijo in Francijo, tako da se spustimo dol na francosko stran do koče Valon. Koča Valon je, mislim, da je bila lani ali pa predlani čist na novo obnovljena, no, gre res za eno tako masivno kočo, ki je prilagojena udobju planincev, no, postavljena je pa na eni taki precej posebni lokaciji, in sicer gre za kot eno tako oazo, no, imam tule posnetek. Gre kar za eno tako oazo, obdano s hribi, po sredini teče kristalno čist potoček, kjer se da skopati in je res dobra lokacija za preživeti dolgo popoldne. Koča je pa tudi od znotraj v bistvu zelo lepo urejena. Krave, kar precej je krav v Pirenejih, take lepe, čiste, sem rekel, da si zaslužijo mesto v tej predstavitvi. No, to je pa tale potoček oziroma reka, rečica, ki teče skozi to oazo, in pa še fotografija, kako izgledajo v bistvu, se pravi, ne vem, koliko ste kaj poznani s konceptom planinskih koč, ampak gre za skupna ležišča, torej tukaj na Valonu nas je bilo v sobi 8. Tole je fotografija mojega pograda, v bistvu čisto vse, kar rabiš za udobno življenje, in pa seveda stranišča, od spodaj kuhinja z prostori za druženje, tako da res vse je urejeno. In pa ja, tako kot obljubljeno, malce krajši dan danes, 9 kilometrov, slabe 3 ure na poti, in pa mislim, da je bilo okoli 500 višinskih metrov. In pa naslednji dan, 4. dan trekkinga, vidite, koliko smo vsi nasmejani, sicer nenavadno, ker smo spet štartali malo bolj zgodaj, ampak ja, nas je čakal dan do Grande Hola, takole smo se začeli vzpenjati skozi en tak dosti mlad borov gozdiček. Minus lepo. Jezero, neskončna jezera, in pa tule v zadnjih se v bistvu, oziroma tule je v bistvu naš prelaz, na katerega moramo priti, prelaz Grande Hol, kjer bomo za trenutek v bistvu prečkali v Španijo spet, torej tule v zadnjih je bil naš prelaz, tule vidite pot, gremo v bistvu samo čez to ogromno melišče v Španiji, potem se pa spustimo dol proti koči, proti planinski koči, kjer naredimo malico, in potem v popoldanskem času v bistvu nas čaka vzpon proti Malemu Vianmalu. Tole je tale zgoraj levo, tale pikica, tale hribček, torej Vianmale, ta velik Vianmale, gre za najvišji vrh na francoski strani Pirenejev, 3297 metrov je visok, zahteva v bistvu kar nekaj tehničnega znanja, no, tako da se mi odpravimo na Mali Vianmale z nadmorsko višino 3032 metrov, ki v bistvu predstavlja našo najvišjo točko trekkinga, je pa od tega prelaza, katerega bi tako ali tako prečkali, Col de Oise, v bistvu oddaljen samo še 300 višinskih metrov, tako da včasih se kdo ne odloči, ko je utrujen, ampak je lepo preseči 3000 metrov, glede na to, da smo v bistvu ves čas nekje med 1500 in pa 2500.
Tole je pa naša koča 4. dneva, Refugio de Baicelans. Za razliko od prejšnjega je ta malo starejši, no, oziroma tako, ni tako fancy, če se malo po domače izrazim, ampak prav nič ni narobe, ker v bistvu po celem dnevu hoje si toliko utrujen, da samo še posteljo vidiš. In pa statistika našega 4. dneva, 17 kilometrov, okoli 6 ur hoje, kar veliko nadmorske višine, skoraj 1700 metrov, ampak ja, ta naš drugi pa 4. dan sta v bistvu najtežja, ampak vedno je tako narejeno, da je v bistvu naslednji dan potem lažji in naš naslednji dan, torej 5. dan, se v bistvu spustimo nazaj proti civilizaciji, spustimo se proti Gavarnjeju. Gavarnje je ena takšna manjša gorska vasica, res slikovita in v bistvu je tale koča Grange de Hol na samem robu vasi in to je naš cilj dneva. Ta dan v bistvu brez vzpona, še večerja francoska, piščanc v čebulni omaki z gobicami, tako da na francoski strani se res dobro je, no. Tole pa še profil tega dneva, tako torej vidite, v bistvu se samo spustimo dol in pa potem po robu doline hodimo nekaj časa, dobrih 16 kilometrov, 300 metrov višine in pa danes smo imeli malo hitrejši tempo, ko je šlo navzdol. Zadnji dan našega trekinga je pa v bistvu začnemo na robu Gavarnjeja, Grange de Hola in naš cilj je v bistvu ogled Cirque de Gavarnjeja. To gre za to ogromno uvalo na robu Gavarnjeja, kjer je ta slap, gre za najvišji francoski slap, 422 metrov ima padca in mi v bistvu cel dan preživimo, da pridemo od koče do slapu in pa potem nazaj do Gavarnjeja. Je tole posnetek, to je samo slika. Tako da ja, res v bistvu, ko od spodaj stojiš pod tem slapom, je res en tak veličasten občutek, ker res buči in ta voda, ko pada skoraj 500 metrov dol, je res težko opisati, no. Tole je pa ta luštkana vasica, vidite v ozadju Cirque de Gavarnje, res ima slikovito kuliso. Glede na to, da je konec trekinga, se mi tukaj ustavimo na kakih palačinkah, sladoledu, pivu, skratka karkoli, klasični francoski malci, pršut, sirček in pa bagetka. In pa ja, še zadnji dan, tule spet moram opozoriti, no, tele dva spajka, v bistvu ju ni v resnici, no, tam je GPS narobe označil, ampak ja, nekje 15 kilometrov, okoli 4 ure na poti, pa nekje 600 višinskih metrov prehodimo v zadnjem dnevu našega trekinga. In pa tole so še dejanski podatki iz lanskega leta, torej slabih 90 kilometrov prehodimo v 6 dneh, dobrih 6000 višinskih metrov in pa 43 ur pa pol hoje, se pravi, to je hoja, bruto hoja, se pravi čas na poti, vključujoč vse postanke. Ko zaključimo treking, se iz Gavarnjeja odpeljemo nazaj do Lourda. V Lourdu zdaj odvisno od našega leta, v primeru, da imamo popoldanski let, imamo pol v bistvu še cel dan v Lourdu, če je pač let prej, malo manj časa, no, ampak vedno je dovolj časa za obisk prave francoske pekarne in pa en ta prav ali pa dva croissona, potem pa ne vem, koliko vam je znano, ampak Lourdes gre za eno največjih oziroma najbolj znanih romarskih središč v Evropi, no, tako da če kdo želi, si lahko pogleda to cerkev, Marijino cerkev in pa v bistvu vse okoli, če pa koga to ne zanima, lahko gre pa čisto prosto po mestu raziskovati zase, no, ampak zares ni kaj veliko. Lourdes je precej malo mesto, no, nekje 100 tisoč prebivalcev in v bistvu vse se vrti okoli romarskega središča. Teden hitro mine, tako da na tej točki vas lahko povabim, da se nam pridružite na trekingu letos. Imamo 2 termina razpisana, oba sta že praktično potrjena, in sicer med 14. in 21. julijem in pa 18. in 25. avgustom.
tako kot že povedano, no, v Pirenejih imamo v skupini samo 7, ker je veliko lažje logistično in pa tudi skupina boljše imeti na teh trekkingih manjše skupine, no, tako da število mest je omejeno. Kot pa verjetno že veste, pa lahko vse informacije o naših programih, zasedenostih programov in pa kakšnih posebnih ponudbah najdete na spletni strani, preko našega maila ali pa na družbenih omrežjih, Instagram, Facebook, pod afnolifetrek.si. Zdaj pa bi na tej točki dal še vam besedo, če ima mogoče kdo kakšno vprašanje. Tule so ena sporočila. Zdaj, če bo kdo kaj vprašal, samo bodite pozorni, da se date od muta, da se odmutate. Aha, torej tule sta dve vprašanji v našem chatu. Liza, posnetek bo objavljen na YouTubu že jutri. Naš kanal se imenuje Lifetrek potovanja, vedno pa delimo, ko je objavljen, tudi na Facebooku in pa na Instagramu, tako da nekje jutri ga lahko pričakujete. Pa da odgovorim še Vlasti. Torej, mi imamo vsa prenočišča za našo skupino rezervirana. Morate vedeti, da je po letu v Pirenejih precej popularna destinacija, pohodnikov so, no, tako bom rekel, tako da mi v bistvu ta prenočišča rezerviramo že februarja in si jih tako zagotovimo, no, ker kaj dosti kasneje pol se zna zgoditi, da so kakšne koče že zasedene, no.